Tokrat v občinskem informatorju. Agonija razreševanja direktorice Mariborskega zavoda za turizem se nadaljuje. 39. res Stare Trte na Lentu. Ludvik Pandur bo prejel Glazarjevo nagrado za življenjsko delo. Dijaki 5 evropskih šol so v Mariboru zgradili Erasmus Street. Lanski poskusi spodbujanja gospodarstva v Mariboru. Otroci ohranjajo folkloro. Lepo pozdravljeni. Agonija razreševanja direktorice Mariborskega zavoda za turizem Doris Urbančič-Vindiš se nadaljuje. Kljub pričakovanjem na sredini seji sveta zavoda o razrešitvi niso odločali, ampak so sejo prekinili. S tem so si člani sveta zavoda zagotovili čas, da si poiščejo pravno pomoč. Predstavniki medijev smo morali počakati pred vrati, za katerimi naj bi člani sveta zavoda za turizem odločali v eni najbolj aktualnih tem v Mariboru, razrešnici direktorice. Po seji, ko so nas zanimale podrobnosti, je bil predsednik sveta zavoda skromen s pojasnili. Seja je bila prekinjena na svetu zavoda, člani sveta zavoda smo se pa dogovorili, da bomo dali pa pismeno izjavo. Tisto boste pa tudi prejeli na elektronsko sporočilo. V katerem je med drugim zapisal, da so sejo prekinili, ker je pooblaščenec direktorice želel podati proceduralne predloge, ki jih morajo preveriti s pravno pomočjo. Zato se je svet zavoda odločil, da se pozove ustanoviteljico Mestno občino Maribor, ki edina financira zavod in bi tudi morebitne napačne odločitve oškodovala njena sredstva, da zagotovi svetu zavoda ustrezno pravno podporo. Podobno nam je po seji potrdila tudi direktorica zavoda. Kaj je razlog, da se je seja pravzaprav prekinila? To, da niso imeli dovolj strokovnega znanja, kar se tiče pravnega vidika in da, ker je odvetnik spodbijal določene zadeve in povedal, da so postopkovne napake, so se odločili, da sejo raje prekinijo. Tako se več kot 3 mesece trajajoča agonija razreševanja nadaljuje najmanj do naslednje seje, za katero še ni jasno, kdaj bo razpisana. Tokratna prekinitev pa pomeni tudi, da niso potrdili niti ostalih na dnevnem redu predvidenih točk. Ponovno bo sklicana seja, v bistvu mi niti ni bila dana strani predsednika beseda, tako da so želeli že takoj v začetku, da se omaknem, da naredijo vse točke od 2 do 6 brez moje navzočnosti. Ker pač to zame ni bilo sprejemljivo, se je odvetnik v mojem imenu, ki ima vsa pooblastila, oglasil, vendar mu tudi njemu niso dali besede, tako da v bistvu nisem prišla sploh danes do besede in nisem mogla čisto nič povedati, spremeniti in tako naprej, kar se tiče dnevnega reda. Do nadaljnjega tako ostaja odprt predlog poslovnega poročila in zaključnega računa zavoda za leto 2017 ter tudi predlog poslovnega in finančnega načrta. V senci razprti v vodstvu Zavoda za turizem je potekala letošnja tradicionalna res Stare Trte na Lentu, a zato nič manj protokolarno in nič manj slavnostno kot že 39 let, je pa nagajalo vreme. Najprej so morali datum rezi zaradi ekstremnega mrazu in snega prestaviti za 2 tedna. Ta petek pa je nagajal dež, a niti Guinnessove rekorderke, niti mestnega viničarja to ni ustavilo pred tradicionalnim opravilom. Še vedno smo nekako v okviru tega, kar nam glede rezi priporoča ljudska modrost, namreč da mora biti res opravljena do Jožefovega, to pa je 19. marca. Danes je bil dan, ki ni bil najboljši, ne pa tudi najslabši. Spominjam se dni, ko nas je ob rezi grelo sonce, celo ožgalo. Narava ima pač svoj koledar, po našem pa Staro Trto še približno 200 dni loči od trgatve, zato bo časa za rast in pridelek dovolj. Res je strokovno opravilo, s katerim s trte odstranimo večji del v lanskem letu zraslih mladik, ki so dale pridelek, jo omejimo na nekaj teh rastnih oči, iz teh poženejo nove mladike in na teh je grozdje novega letnika. Takšno je izročilo stoletjem, ki ga bodo v svoje kraje prenesli tudi letošnji prejemniki cepičev. Na 9 krajev v Sloveniji in tujini so cepiči šli, vsak kraj ima neko posebno zgodbo, recimo Cerklje, rojstni kraj Ignacija Borštnika, Bar, znamenito področje Vranca, Novi Vinodolski, kraj se imenuje po vinu, obujajo znova tradicijo.
kraj z najstarejšim vinskim zakonikom, mislim, da celo v Evropi, iz 13. stoletja. Več kot 4,5 stoletij stara, simbolično rečeno Mati trt, pa ostaja eden najbolj pomembnih in svetovno znanih simbolov Maribora. Ti cepiči v bistvu pomenijo nekako prenos mariborske kulture, prenos tega, kar mi najbolj cenimo in na kar nas zmeraj znova opozarjajo tudi turisti, da v bistvu imamo nekaj najpomembnejšega v Sloveniji, najstarejšo trto na svetu, vpisano v Guinnessovo knjigo in vsak v bistvu prejemnik, ki prejme cepič stare trte, se tega vsako leto bolj zaveda. Ob cepiču prejmejo tudi natančna navodila in pogoje, ki jim morajo zadostiti, če želijo vzgajati potomko najstarejše trte sveta. Kako je treba z njo ravnati, so prikazali tako ob letošnji rezi, kot ne nazadnje prikažejo tudi ob postavitvi klopotca in na trgatvi. Maribor ima izjemne kulturnike, zato imajo člani odbora za podelitev Glazerjevih nagrad, najvišjih nagrad za področje kulture v mestu, vsako leto odgovorno nalogo izbrati prejemnike. Letos bo Glazerjevo nagrado za življenjsko delo prejel Ludvik Pandur. Na razpis za podelitev Glazerjeve nagrade in listin je prispelo 34 predlogov z 28 predlaganimi kandidati, od tega 23 kandidatov za Glazerjevo listino in 5 za nagrado za življenjsko delo. Najenostavnejši izbor bi bil, če bi komisija dala število takšno, ampak ni, pol pač nastopi, ker moraš in pol tajno glasuješ na izpadanje. Jaz osebno sem zelo zadovoljna in vseh nas 9 je bilo potem za nagrado za življenjsko delo. Tisto, ko se oddahneš pa rečeš, jaz mislim, da smo opravili dobro delo. Ludvik Pandur je ena od osrednjih osebnosti na likovnem področju. Že 50 let. Ni samo, da je velik slikar, da je mojster figure in krajine, je tudi mojster barve, ustvarjajo veliko ciklov, hkrati je doprinesel k bogatstvu, ponosu in pogumu Maribora, da se lahko soočimo z izzivi, ko imamo včasih občutek, da smo nemočni in da nimamo svetle prihodnosti. Ob nagradi za življenjsko delo bodo podelili tudi 3 Glazerjeve listine za dosežke na področju kulture v zadnjih 2 letih. Prejeli jih bodo Sabina Cvilak, operna solistka, Vladimir Vlaškalič, dramski igralec in Vito Žuraj, skladatelj. Tam je bilo 10 kandidatov, ki si tudi že ostali, ki si tudi zaslužijo. To je še težje. Ni drugega, kot moraš narediti eno prioriteto sam pri sebi in pol pač je. In sem tudi z listinami, jaz osebno, tudi vseh ostalih 8 odbornikov, da tako rečem, stojimo za tem, smo zadovoljni. Višina finančnih vrednosti nagrad pa ostaja 75% višine Prešernovih nagrad. To pomeni, da bo letošnja Glazerjeva glavna nagrada visoka, če se tako izrazim, 15.750 evrov, majhne nagrade oziroma listine pa 5.250 evrov. Slavnostna podelitev Glazerjevih nagrad bo v sredo 21. marca ob 18. v Minoritski cerkvi Lutkovnega gledališča Maribor. V živo pa jo lahko spremljate tudi na naši televiziji. Med mariborskimi dijaki je vse več udeležencev mednarodnih izmenjav. Na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji sodelujejo s partnerji iz Nizozemske, Nemčije, Francije in Poljske, ki so del mednarodnega projekta Erasmus+. V Mariboru so gradili in pekli pice. Na hodniku šole so zgradili Erasmus Street. V lončeni peči, ki stoji v šolskih delavnicah, pa so pekli pice. Tako so skozi malo drugačne, učne in družabne programe spoznavali kolege, nekateri pa obudili poznanstva iz predhodnih izmenjav. Jaz sem letos sprejela Nizozemko, Amper in je ful fajn. Jaz sem bila tudi na izmenjavi v Nemčiji, tako kot moja prijateljica Klara. Sedaj pa gostim 2 iz Nemčije. Sem tudi jaz bila pri 2, ker je ena imela tekmo, ker trenira gimnastiko na konju, tako da je kar lepa izkušnja. Zdaj v bistvu je prišla enaka punca, ki sem jaz šel k njej v Francijo, je ona tudi k meni prišla, tako se že poznamo, tako je malo boljše kot lani, da smo se spoznavali pa to komaj. I'm first time in Slovenia. It's very good experience for us
We are very happy we can go there to Slovenia for this exchange. Na mariborski srednji gradbeni šoli in gimnaziji so pripravili mednarodno srečanje za usposabljanje dijakov s poudarkom na gradnji z naravnimi materiali. Ideja samega projekta je nekako naša skrb oziroma ozavestiti otroke, da je treba za prihodnost skrbeti. Zdaj, ko so pa prišli k nam dijaki iz teh tujih evropskih šol in naši dijaki v Erasmusu, so pa izdelovali posamezne fasade. Ne, se pravi iz lesenih elementov, takih kroglic, pa potem kamenčke so zlagali recimo na fasado in dejansko je nastala taka krasna ulica različnih modernih fasad, ampak iz ekomaterialov. Ne samo, da so polepšali šolski hodnik, na teh primerih se bodo lahko učili. Uporaba ekoloških materialov in trajnostna gradnja. No in na tem projektu smo želeli predstaviti ravno ta način oblikovanja stavb, tako da bo ta ulica, ki smo jo tako poimenovali, služila kot neke vrste učilo za dijake. Tako so na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor znova poskrbeli za učenje skozi zabavo. Rezultati tega so krasni, ostanejo, predvsem pa se tega lahko lotevamo zato, ker imamo krasne učitelje na šoli, ki so pripravljeni dati dodano vrednost vsemu, kar na šoli že ponujamo. Tokrat so popestrili program svojim dijakom in približno 50 gostom. S čim vse so na mariborski občini v lanskem letu skušali spodbuditi razvoj gospodarstva? To je tema, o kateri se mnogokrat govori, posluša in poroča. Mi smo pripravili pregled projektov in aktivnosti. Spodbujanje gospodarstva in razvoja regije je bil prihod Magnine tovarne, strateška investicija. Gradnja se je pričela sredi lanskega oktobra, proizvodnjo naj bi zagnali aprila 2019. Tako naj bi v 5 letih odprli okoli 1000 delovnih mest. To je industrijska cona, ki jo je Maribor začrtal že v 60 letih, torej cona Tezno Hoče. Tako da tu se odpirajo velike možnosti, še posebej, ko imamo novega lastnika na letališču s velikimi ambicijami. Prav letališče je naslednja, osrednja točka vizije razvoja. Lani je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič z vodstvom Aerodroma Maribor podpisal najemno pogodbo. Res so ambiciozni, jaz si želim, da bodo v čim večji možni meri realizirani. Si pa seveda ne delamo utvar, da bodo tako visoke številke zelo težko uresničljive, vendar mi si želimo, da bo vsekakor to letališče doživelo nek preporod. Ta naj bi bil začrtan s 660 milijonov evrov vredno pogodbo, podpisano v Budimpešti na 6. vrhu srednjih in vzhodnoevropskih držav. To je za nas zelo velik trenutek, enostavno, ker je projekt letališča nekako bil spromoviran na nivo nove svilene poti. Zdaj bo definitivno lažje pridobiti kakšnega investitora, ker je bil spromoviran na tem vrhu. Temelje so postavili tudi za gradnjo sortirnice, naslednjega velikega gospodarskega projekta, prvega tovrstnega v Sloveniji in največjega v zgodovini mariborskega komunalnega podjetja. To je 30 novih delovnih mest. Ampak tu je potrebno dodati eno stvar. S tem se v Mariboru vzpostavljajo možnosti za razvoj. Da pa ne govorimo o tistem nadaljnem delu, se pravi predelave sekundarnih surovin, uporaba teh surovin. To so pa nove panoge, ki dejansko v svetu nekako postajajo zelo zanimive. Razvoj pomeni tudi več zaposlovanja. Za čim boljše usklajevanje potreb delodajalcev in izobraževalnih programov so lani v Mariboru pripravili drugi karierni sejem. Mlade je privabljalo 30 podjetij. Za naše potrebe so zelo aktualni tehnični poklici, predvsem poklici iz mehatronike, elektronike in strojništva. V mestu imamo že okrog 20 deficitarnih poklicov, torej povpraševanje po kadrih, ki jih ni na trgu, in zato se nam zdi prav, da industrija, šole, da se zavedajo, kaj potrebujejo, kaj lahko nudijo in da mladi se potem lažje odločajo, kako zastaviti svojo pot. Na pot po Mariboru pa se lahko odpravimo tudi z novimi avtobusi. 5 z dizelskim motorjem razreda Euro 6 so jih lani zagotovili Marpromu.
Moram reči, da načrt kakovosti zraka za mesto Maribor se uspešno uresničuje. Tudi ti avtobusi že tretje leto so nabavljeni iz 80% iz državnih sredstev iz podnebnega sklada. In treba povedati, da Maribor je v bistvu na število prebivalcev najuspešnejši na tem področju. Kamor sodi tudi uvedba souporabe 10 električnih vozil Avant to go, s čimer se zmanjšuje prometna in okoljska obremenitev mesta, uporabnikom pa omogoča prihranek. Če je strošek avta z vsemi pripadajočimi gorivi, parkirinami in tako naprej recimo med 300 do 500 evrov, mi računamo, da z uporabo Avant to go nekje povprečen Mariborčan more, seveda tudi s kombinacijo še kakšnega bicikla pa javnega prevoza, more mobilnost mesečno pokriti za 100 evrov. Več električnih vozil na mariborskih ulicah pomeni sledenje smernicam trajnostne mobilnosti, kar se je nadaljevalo tudi z uvedbo novega mestnega minibusa Maestra. Vozil bo pa po centru mesta oziroma po pešconi na telefonski klic brez voznega reda, ker je v bistvu namenjen ljudem, da jim pomaga. Del prometne strategije pa predstavljajo tudi sanacije prometne infrastrukture, preplastitve cest in gradnja novih. Na novih generacijah pa bojda svet stoji. Tudi zato je pomembno, da se otroci vrtcev in osnovnih šol učijo narodnih plesov. Kaj in koliko znajo, so tudi letos pokazali na tradicionalnem srečanju v Radljah ob Dravi, ki ga je pripravil tamkajšnji javni sklad za kulturne dejavnosti. Oder kulturnega doma Radlje ob Dravi so znova napolnjeni mladi plesalci in plesalke, dvorano pa starši, mentori in ljubitelji folklore. Na tradicionalnem območnem srečanju otroških folklornih skupin se jih je letos predstavilo 6. Otroška folklorna skupina Hribovčki, podružnične osnovne šole in vrtca Remšnik z mentorico Franjo Pečonik. Otroška folklorna skupina vrtca Radlje ob Dravi z mentoricama Petro Grubelnik in Petro Renat. Otroška folklorna skupina podružnične osnovne šole Vuhred z mentoricama Eriko Repnik in Leo Osrajnik. Otroška folklorna skupina Hlaček osnovne šole Prevalje z mentoricama Romano Pori in Sonjo Grnjak. Otroška folklorna skupina osnovne šole Radlje ob Dravi z mentoricami Darinko Račnik, Liljano Krevh in Anjo Vraber ter otroška folklorna skupina Severčki, Kut in osnovna šola Ribnica na Pohorju z mentorico Jernejo Osvald. Srečanje je strokovno spremljala Nežka Lubej. Preverimo še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. To soboto se odpira tradicionalni spomladanski celjski sejem. Flora, Poroka, Alternamet, Api Slovenija ter Festival hrane in pijače ter Festival kave. Sejem bo odprt cel vikend od 9 do 18. V soboto ob 20 se v Domu kulture v Rušah pričenjajo tradicionalni Glazarjevi dnevi, ki letos potekajo v luči 125. obletnice rojstva znanega pohorskega pesnika Janka Glazarja. V nedeljo ob 15:30 lahko v kulturnem domu v Podvelki spremljate srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viš Koroške. Nedeljski večer pa si lahko popestrite z obiskom koncerta ansambla Pok z gosti. Igrali bodo v telovadnici osnovne šole Antona Ingoliča na Spodnji Polskavi, pričnejo pa ob 18. Toliko za enkrat, imejte prijeten konec tedna. Nasvidenje!